lahko mogoče na kratko povzeli za vse tiste študente oziroma ostale, ki se niso udeležili današnjega predavanja, kaj so zamudili? Ja, jaz mislim, da to predavanje jim je dalo še enkrat premisliti, kaj je res za njih pomembno. Kaj v tisto v življenju, zakaj hodijo na fakulteto, kaj jim bo to prineslo, kako ne postavijo si prioritete. Seveda oni imajo veliko aktivnosti, ki so vezane lahko pač na sam študentski čas, seveda je pa tudi izven časa njihovih hobijev, družine, pomembnih stvari, ki jih radi počnejo, in pri tem so tudi danes veliko študenti dobili, kako postaviti prioritete, kako v bistvu se dobro počutiti in kako se izogniti stresa. Ker če znamo upravljati s časom, se tudi izognemo stresom in smo v bistvu zadovoljni. In po drugi strani, pa kar so v bistvu danes študenti, mislim, da res dobili, kako ne bojo več prelagali stvari, kako bojo dan začeli delati. Torej, danes se udeležil predavanje, zakaj me vedno povozi čas, kako se ti je zdelo? Jaz mislim, da smo dobili tiste informacije, oziroma tiste informacije, ko najbolj kradejo čas. Je pa to v bistvu najbolj stvar vsakega posameznika, da si zna organizirati čas in da izloči tiste stvari, ko so balast. To so sicer dobre istočnice, ampak mislim, da mora pa vsak pač na sebi delati, pa sam svoj čas najbolj organizirati in najti tiste prioritete, ki so bistvene za njega. Kakšen pa je tvoj osebni nasvet ostalim, ki si ne znajo tako dobro organizirati časa? Jaz mislim, da je prvo to, da se vsak posameznik zaposli, da si najde neke dejavnosti, ker preveč prostega časa spet ni dobro. Potem začnemo razmišljati na neke neumnosti, ki so pač neproduktivne. Jaz mislim, da si treba razporediti čas, najti tiste prioritete, tako smo tle mogoče te metode našli, tisto, kaj je nujno, se treba prej spraviti k stvarem, si organizirati čas, da pol ni vse na koncu naenkrat in bo tudi uspeh za to prišel. To ne pomeni, da rabimo samo ena stvar delati, tudi druge stvari, mora biti čas razporejen na različne stvari, da ni samo ena stvar. In če smo na večjih področjih aktivni, jaz mislim, da smo pol tudi na večjih uspešni. Kaj se ti zdi najbolj pomembno od tega, kako si razporediti čas? Ja, pomembno je, da najprej čas planiramo, potem se pa tega držimo. Ker ne pomaga, če čas planiramo, če se potem tega ne držimo. To je tudi en izmed mojih problemov, ker tako kot smo slišali na predavanjih, imam veliko kradljivcev in zapravljivcev časa, ki mi potem te plane pokvarijo, recimo. Jim hitro podležeš? Tako, mislim, največ časa mi vzame različne kave, Facebook, telefoni, pa tak, Pa se ti zdi dobro, da se to omeji, kot ne mislim kave in pa Facebook, to absolutno, ampak kot pregledovanje e-mailov, telefonske klice, da se omeji, tako kot je bilo rečeno na predavanjih? Ja, mislim, dobro je, da se določi nek čas, v katerem se temu posvetimo, ampak da se pa čisto omeji, pa po moje tudi ni tako pomembno. Kaj bi bil tvoj kratek nasvet študentom oziroma ostalim, ki si slabo organizirajo svoj čas, da bi se ga bolje? Ja, da si planirajo čas in se tega držijo. To bi bilo to.